Pozdravljeni v intervjuju, ki ga izvajamo v sklopu projekta Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V zakulisju konference se nam danes pridružuje Matjaž Gruden, ki je direktor za demokracijo pri Svetu Evrope. Pozdravljen. Pozdravljeni, hvala za vabilo. A bi nam za začetku povedali, kaj delate pri tem organu, Direktoratu za demokracijo pri Svetu Evrope, in kako je ta vključen v projekt DigiDR? Direktorat za demokracijo v Svetu Evrope je pravzaprav nastal pred sorazmerno kratkim časom. Nastal je po vrhu šefov držav in vlad Sveta Evrope leta 2023 v Reykjaviku, ki je bil namenjen temu, da se najdejo skupni, učinkoviti odgovori na tisto, kar pogosto opisujemo kot demokratično nazadovanje, kriza demokracije. In ena od posledic tega vrha, odločitev tega vrha je bila tudi ustanovitev tega direktorata, ki temelji na spoznanju, da demokracija seveda potrebuje institucije, potrebuje zakonodajo, ustavo, sodišča, parlament, ampak potrebuje tudi demokratično okolje, v katerem te demokratične institucije delujejo. Potrebuje okolje, v katerem bodo državljani imeli priložnosti, motivacijo, veščine za aktivno vključenje v demokracijo, brez katere seveda demokracija ne more obstajati. Tako da se je ustanovil ta direktorat za demokracijo, ki združuje tiste glavne, ne vse, ampak tiste glavne komponente, preko katerih se ustvarja to demokratično okolje. Tukaj gre za kulturo, ki je pogosto pozabljena, pa je izjemno pomembna na tem področju. Gre za medije, svobodo medijev, gre za civilno družbo, gre za delo z mladimi, mladinsko politiko in končno seveda in predvsem izobraževanje, vključno z izobraževanjem za demokratično državljanstvo in v okviru tega tudi izobraževanje za digitalno državljanstvo. Če gremo najprej na splošna vprašanja, kako bi opredelili pomen vzgoje za digitalno državljanstvo nasploh? Jaz mislim, da vzgoje za digitalno državljanstvo ne moramo obravnavati ali pa razumeti izven konteksta ali pa okvirjev izobraževanja za demokratično državljanstvo, za demokratično kulturo, ker je del tega, seveda z nekaterimi posebnostmi. Tako da je, bi rekel, pravzaprav nadgradnja politike, metodologij, načina, kako izobraževati, prenesti na mlade ljudi skozi formalni in neformalni izobraževalni sistem, tiste veščine, znanja, kritično razmišljanje, ki so potrebni za aktivno državljanstvo v tem specifičnem kontekstu zelo hitrega, nepredvidljivega tehnološkega razvoja družbe in dodatne izzive, ki jih pač to prinaša na izobraževanje za demokratično državljanstvo, po drugi strani pa tudi dodatni pomen, ki ga takšno izobraževanje prinaša za našo skupno kolektivno zmožnost, bi rekel, uspešnega obvladovanja tega tehnološkega razvoja na podlagi vrednot, ki so nam še vedno, upam, skupne, vrednot demokracije, človekovih pravic, spoštovanja človeškega dostojanstva in tako naprej. Katere kompetence pa bi morali posamezniki pridobiti preko te vzgoje za digitalno državljanstvo, oziroma kaj pomeni biti dober državljan v tem digitalni dobi? Dober državljan je ena taka, bi rekel, kombinacija besed, ki je mogoče se mi zdi malo hecna. Zdaj bi rekel, vsebine ali pa komponente uspešnega izobraževanja za digitalno državljanstvo, bi rekel, da so morda 4.
prva, in to je posebnost seveda izobraževanja za digitalno državljanstvo glede na druge oblike ali pa na splošno gledano izobraževanja za demokratično državljanstvo, za demokratično kulturo, je to, da mora vsebovati tudi poznavanje tehnološke infrastrukture, digitalne tehnologije in umetne inteligence. To je nujno pomembno ne zato, ker bi morali vsi mladi ljudje, otroci, študentje postati programerji, ampak je eno dovolj visoko poznavanje infrastrukture nujno potrebno, da lahko to tehnologijo uporabljamo, da jo lahko uporabljamo na varen način in da se ne more uporabiti proti nam, ne. To poznavanje je pomembno tudi zaradi tega, ker mora vključevati tudi razumevanje tega, kako ta tehnologija deluje, posebej umetna inteligenca. Potrebno je poznati in razumeti tudi okoljske in človeške stroške, ki jih ta tehnologija prinaša in zahteva, tako da jo znamo uporabljati, da jo znamo uporabljati varno in da jo znamo uporabljati tudi etično. In tukaj pridemo do drugega skupine veščin, ki so potrebne. To so pa te veščine znanja, ki smo jih razvili v okviru našega dela na področju izobraževanja za demokratično kulturo, ki vključujejo ravnanja, vrednote, veščine, vključno in še posebej z kritičnim razmišljanjem, ampak seveda tudi z drugimi, odprtost, solidarnost, empatija, vse tisto, kar dejansko potrebuješ, da si lahko aktiven, demokratični državljan in tako nastopaš in sodeluješ v družbi. Tretji del, bi rekel, so tiste klasične znanja. Ne smemo pozabiti, da se je treba učiti tudi geografija, zemljepisa, da se je treba učiti zgodovine, še posebej. Mislim, da je kritično razumevanje zgodovine pomembno za razumevanje sedanjosti, tudi v kontekstu tehnološkega razvoja. Treba se je učiti tudi, pa ne mi gre še tako težko z jezika, tudi fizike in matematike in drugih predmetov, dejansko zaradi tega, ker brez tega znanja ni kritičnega razmišljanja. Mi ne moramo ločevati, mi ne moramo imeti kritičnega razmišljanja brez znanja, ker potem pristanemo na tisto, kar mnogi zdaj skušajo predstaviti. To pomeni, da je kritično razmišljanje samo tisto, ki zavrača znanje, ki zavrača dejstva, ki zavrača racionalnost. Tako da to je tretja komponenta, ki pomeni, da četrta in zadnja je pa umetnost in kultura. Umetnost in kultura sta tudi in še posebej v tem kontekstu digitalnega izobraževanja izjemno pomembni, zaradi tega, ker prvič je to tisto, kar nam omogoča, da spoznavamo pa imamo veščine, ki so potrebne za kreativnost, za inovativnost in če kaj potrebujemo, kot človeška bitja v tej prihodnosti, v kateri bo tehnologija tako pomembna, je ta inovativnost in kreativnost. Že zaradi tega, ker en velik del poklicev, s katerimi se bodo te mladi ukvarjali, danes sploh še ne ostaja. Tako da to je izjemno pomembno. Drugo, ker je kultura in umetnost sta absolutno nujni in nenadomestljivi obliki prenašanja vrednot, čustev, znanja, odpiranja, dialoga, ki je tudi potrebno zato, da v tem obdobju tehnološkega razvoja lahko ohranjamo eno, bi rekel, družbeno pa individualno samozavest in inteligenco. Tako da te štiri skupaj bi rekel, da potrebujemo za to, da imamo eno učinkovito in za družbo in predvsem pa za posameznike koristno izobraževanje za digitalno državljanstvo. Katere so pa ključne institucije, ki bi podprle te 4 stebre za krepitev digitalnega državljanstva? Mogoče od oblikovanja samih politik, strategij pa implementacije teh. Težko je tako na kratko povedati, zato ker bi rekel, izobraževanje za digitalno državljanstvo že samo po sebi mora biti del ene širše politike, ki
nas družbo kot celoto na različne načine, z različnimi politikami, z različnimi intervencijami, z različnimi načini pomoči usposablja, nam omogoča, da na en varen in demokratičen način ohranjamo to našo družbo na podlagi teh demokratičnih vrednot. Pravim, da je težko to v kratkem času povedati, ker zahteva zelo veliko ljudi od zelo veliko institucij, ne? In zelo veliko stvari od zelo veliko institucij. Bi pa rekel, da se na koncu tisto, kar najpomembneje, ne, je tisto, kar se zgodi v razredu. Ne? In tukaj imamo učitelje in imamo učence. Ne? To je tisto, kar je mora biti v samem centru naše pozornosti. Da bi se pa tam lahko stvari odvijale tako, kot bi se pa morale, je pa potrebno seveda ena cela vrsta sistemskih ukrepov in politik, ki omogočajo, da imajo učitelji, učenci, pa tudi seveda starši in drugi, ki so del tega širšega izobraževalnega procesa, na voljo podporo, pozornost, sredstva, čas, ki so potrebna za to, da se to lahko odvija. Tukaj pa pridemo takoj seveda na pristojnosti, ki jih imajo nacionalne institucije, tako na področju izobraževanja, kot tudi vlada nasploh in drugi organi oblasti, pa seveda tudi evropske institucije, kot je Svet Evrope. Naša naloga je predvsem, bi rekel, v sodelovanju s predstavniki vlad držav članic in z profesionalci iz izobraževalnega okolja identificirati težave in probleme, iskati rešitve in jih skupaj oblikovati in jih tem ponuditi na podlagi, v obliki priporočil, pa tudi zelo konkretnih pripomočkov, ki lahko na nacionalnem nivoju in predvsem v šoli pomagajo k uspešnejšemu izvajanju tega izobraževanja. V sklopu tega leta digitalnega je potekalo po državah članicah tudi več projektov krepitve digitalnega državljanstva. Katere primere dobrih praks pa bi izpostavili, primere dobrih praks za krepitev digitalnega državljanstva na evropski ravni? Če mogoče imate kak primer v roki. V Svetu Evrope se ukvarjamo aktivno z področjem digitalnega državljanstva od leta 2016, približno, to je skoraj 10 let, 9 let. Bolj pospešeno, bolj osredotočeno, to počnemo zadnjih morda 6 let. Jaz bi na tem področju izpostavil kar Slovenijo. Pa ne zato, ker smo v Sloveniji, ampak zato, ker dejansko v našem delu opažamo, da so na tem področju dobri primeri, je pa tudi veliko pomanjkljivosti, je veliko nedoslednosti, je veliko primerov držav, kjer zaradi pomanjkanja na eni strani standardov, na drugi predvsem pa zaradi pomanjkanja pozornosti in zavedanja o pomembnosti tega, ne samo za učence, ampak za dejansko za usodo demokracije, če želimo v naših družbah. In tukaj Slovenija izstopa. Slovenija je ena od tistih, ki je začela zgodaj, Slovenija je ena od tistih, ki je začela zelo resno delati na tem področju, tako da tudi popolnoma logično in jasno, da smo danes tukaj v Ljubljani na tej zaključni konferenci Evropskega leta za digitalno državljanstvo, ker je dejansko Slovenija z projektom, ki je bil voden v Sloveniji o digitalnem izobraževanju v slovenskih izobraževalnih institucijah, bila idealen in logičen partner, da to naredimo tukaj in da se skupaj odločimo tudi na podlagi slovenskih izkušenj in uspehov, kako naprej, kako bomo v naslednjih letih skupaj na tem področju naredili še več. Tudi na okrogli mizi, ki je potekala danes na konferenci, ste izpostavili tudi povezavo, pa tudi v intervjuju danes, med vzgojo za demokratično državljanstvo pa za digitalno državljanstvo. Kakšen vpliv pa ima vzgoja za digitalno državljanstvo na demokratičnost družbe? Če je dobra vzgoja za digitalno državljanstvo, potem narašča stopnja demokratičnosti družbe? Povezava je neposredna in izjemno pomembna. Dejansko je hiter razvoj tehnologije, digitalne tehnologije, umetne inteligence vzpostavil
eno situacijo, v kateri se vse več ljudi počuti izgubljene, imajo občutek, da so soočeni s situacijo, ki ne obvladajo več. In ta občutek izgube vpliva nad življenjem, se lahko doda vsem tistim drugim strahovom in frustracijam, ki izhajajo iz različnih drugih kriz, ki smo jih tudi soočeni. In tako da je digitalno izobraževanje eno od ključnih načinov, kako lahko učence, državljane, jim damo tista znanja, tiste veščine, da, tako kot sem rekel že prej, uporabljajo tehnologijo za svojo opolnomočenost, za svoj pozitiven vpliv v družbi, za svoje sodelovanje v družbi, ne pa da je tehnologija uporabljena za to, da so v bistvu na en način žrtve. Ker treba se zavedati, ne govorimo o odnosu med ljudmi in tehnologijo. Še vedno in izključno govorimo o odnosu med ljudmi skozi in z tehnologijo. Tako da je to, so te komponente, ki sem jih prej naštel, ključne za to, da ljudje pomagajo soustvarjati, sodelovati, biti del te demokracije, ker brez tega je absolutno ne more biti, ne more delovati. Dobro, ko smo že tukaj, ko tehnologija ni uporabljena v družbeno dobro, v zadnjem času, že nekaj časa, se izpostavlja tudi veliko problemov glede spleta, kot so lažne informacije, ki se tukaj pojavijo, pa spletno nasilje in sovražni govor. Kakšen vpliv imajo te problematike oziroma kakšna je povezava med vzponom teh problematik in demokratično kulturo in kako bi se te problematike moralo naslavljati pri vzgoji za digitalno državljanstvo? To, kar ste opisali, v bistvu na en način so različne oblike, v katerih se ta kriza demokracije, s katero smo soočeni, najbolj očitno in najbolj nevarno izkazuje. Dezinformacije, poskusi vplivanja na ljudi skozi, bi rekel, malevolentne, kako se to lepo reče po slovensko, zlonamerne širjenje neresnic, je eno od najbolj učinkovitih orodij za spodkopavanje demokracije. Da bi se temu zoperstavili, treba narediti zelo veliko stvari. Eno od teh je absolutno tisto, da skušamo omejiti in preprečiti vnos takšnih poskusov manipulacije in dezinformacij v naš informacijski ekosistem. To je eno. Drugič, problem je pri tem, da tega nikoli ne moramo popolnoma učinkovito narediti in da je velik del teh dezinformacij zraste tudi na domačem zelniku, vse tisto ne prihaja vse samo iz izvoza. Drugo, kar je treba poskrbeti, in to je zelo pomembno, da vzdržujemo svoj ekosistem in dostop do kvalitetnih informacij, ki jim ljudje zaupajo. Tukaj je vprašanje medijev, novinarstva, kvalitetnega novinarstva, ki je zdaj pod velikim pritiskom, tudi ekonomskim, ključno potrebno, ker ti nič ne pomaga, če ustaviš prihod slabih informacij, če ljudje nimajo dostop do dobrih, zanesljivih. In tretje, tisto pa najpomembneje, je pa dejansko tista kolektivna in individualna odpornost proti temu. To, da so posamezniki ne samo znajo, imajo veščine, ampak se tudi zavedajo, da se morajo zaščititi pred tem, ker je to nekaj, kar jih ogroža, kar je nevarno za družbo in za njih. In tukaj ima izobraževanje za digitalno državljanstvo izjemno pomemben element. To je v bistvu tisto, kar je lahko najbolj pomaga skupaj s tistimi drugimi elementi v tem širšem pomenu, da bomo imeli državljane, ki bodo prvič vedeli in se zavedali, da tisto, kar potrebujejo, so dejstva. Tisto, kar potrebujejo, je delovanje, je znanje. Tisto, kar potrebujejo, je zaupanje v eno skupno realnost, ki jo imamo, ne pa da iz enih svojih čustvenih ali pa ideoloških potreb sami iščejo
dezinformacije, ker jim to pač v določenem trenutku ustrezalo in pa prinaša zadoščenje. In to za mene, po mojem mnenju, je eno od ključnih vprašanj, na katerih se bo lomilo, ali nam bo uspel dejansko ohraniti naš družbeni demokratični model ali pa morda ne. Okay. S to mislijo zaključujemo današnji intervju. Še enkrat se zahvaljujem za sodelovanje. Z Matjažem Grudnom sem se pogovarjala, Karin. Čau, do prihodnjič.